strani pa učinke na ljudi, ki bodo izgubili svoje domove, mednarodno solidarnost in odgovornost za to. Spet smo isti problem, kot smo pri atmosferi, common responsibility of mankind, na vse zadnje, smo vsi za to odgovorni. Mogoče, če se vrnem z dvema besedami, vi se spomnite, prostor nad ozemljem držav, prostor je pod suverenostjo držav, prostor. Ampak zrak, ta obloga, ki smo jo mi tudi tam definirali kot oblogo, sestavljeno iz plinov, tudi nekih trdih teles, ona je pa dinamična. Zrak, ki ga mi dihamo danes tu, jutri na Madžarskem, čez 3 tedne na Japonskem in tako naprej. In tu ne gre za sosedsko pravo, ko mi postavimo neko tovarno ob meji in ta tovarna onesnažuje zrak, to je urejeno z mednarodnim sosedskim pravom. Ampak to, ko pa mi skupaj na nek način onesnažujemo zrak, ki ga potem navsezadnje na celem planetu dihajo, to je pa vprašanje, kako tu postaviti neko skupno odgovornost, ampak države, sem rekel, predvsem P5, to je stvar pogajanj. To naj se po možnosti International Law Commission čim manj vtika. In podobno, ne vem, kako se bodo stvari razvijale s tem projektom okrog dviga morske gladine, ampak tudi tukaj nastaja ta problem neke skupne odgovornosti, tudi do ljudi, ki bodo izgubili svoje domove, ki bodo izgubili svojo državo, po nekih predikcijah naj bi v 100 letih, recimo Maldivi, bili samo še ostanek enih par čeri. No, zdaj, mogoče sem vas popeljal v neke stvari, ki niso tako aktualne. Mogoče bi mi vsi rajši govorili o Afganistanu, pa o polomu, pa tako naprej, kakšne posledice, pa novo ravnotežje sil v svetu in gor in dol, ampak moram reči, tudi ta vprašanja, o katerih sem danes tudi govoril, so vsaj za mene kot za mednarodnega pravnika zanimiva in tudi pomembna. Mogoče se na tej točki ustavim. Ja, najlepše hvala za to zanimivo predavanje. Zdaj imamo navado, da če je kako vprašanje, da prosim poslušalce, če ima kdo kako vprašanje, ker se mi zdi, da nekih stvari ni mogoče anticipirati, bi rekel, veliko let naprej. Seveda te klimatske spremembe, ki se pa dogajajo tako, bi rekel, hitro, pospešeno, pa zahtevajo ukrepanje dosti hitro. In tu se mi zdi, da je za človeštvo zelo pomembno, da se neke stvari dogovori. Te dogovori, ki se dogajajo na teh mednarodnih konferencah, se prepočasi uresničujejo. Te meddržavni spori, kot ste omenili, ta primer Češka zahteva, da se zapre termoelektrarna na meji, prav v tem kotu med Češko in Nemčijo je en kot Turov, kjer je ogromen dnevni kop. In že ta povzroča neverjetne, bi rekel, okoljske probleme. Tisti, ki smo se vozili kdaj čez južno Poljsko, smo komaj dihali, ker je to območje po zimi popolnoma onesnaženo. Torej, jaz samo omenjam par stvari, ki so res naddržavne in zahtevajo, bi rekel, rešitve, o katerih ste govorili. No, če smem reči, nekatere od teh stvari so seveda pokrite konkretnih primerov in to je že iz obdobja Društva narodov Barcelona Traction Case, tam v 30 letih
postavil parametre mednarodnega sosedskega prava, ne, da tisti, v ozadju tega je tudi načelo polluter pays. Ne. Ampak, seveda, ko gre pa za onesnaževanje zraka, ne samo konkretno ob meji, ko mi tam imamo neko proizvodnjo, ki na uni strani onemogoča življenje, ampak ko gre za ta širši problem, pa ni polluter pays več tako jasno, ne? Ker kdo je polluter? Smo zdaj vsi skupaj in potem nastane takoj vprašanje, ali tisti, ki več osnažujejo bolj, ali se da to so pa predmet pogajanj diplomatskih, ne? Ali se posebej upošteva status dežel v razvoju, revnih držav, etc. Ne? Vse nekaj je bilo dogovorjeno, ne, okoli tega plačevanja teh penalov za osnaževanje atmosfere, ne, se tudi mi bomo plačevali z našo, se že plačujemo nekaj za našo T6 in tako naprej, ne, ampak ta širši koncept, ne, in tudi pri dviganju gladine morja, ne, je tudi tu nekako to v ozadju, ne, ker tu težko določiš pravzaprav, kdo so tisti. Ja, to sem hotel povedati, danes nisem mi ušla. Ko smo se lotili problema atmosfere, smo naredili smo šli po novi metodologiji. Pravniki nismo kos s tem problemom sami, daleč od tega. Mi smo recimo odklenili, da bi se ukvarjali z problemom digitalne varnosti. To je preveč tehnično, mi to nismo, jaz o tem pojma nimam. Ko smo se lotili atmosfere, smo pa imeli nekaj konferenc z najpomembnejšimi strokovnjaki za to. Ljudmi, ki se ukvarjajo za to problematiko. Podobno kot se naša Lučka Kajfeš ukvarja, ne? Ki se ukvarjajo z substancialnim problemom, ne z pravnimi aspekti. No, smo imeli nekaj takih sestankov, večdnevnih v Ženevi z njimi in te ljudje, nekaj, kar je meni bilo zelo zanimivo, kar bom tule mogoče rekel, pa verjetno se vsi ne boste strinjali, vsi ekologi v Sloveniji se tudi ne strinjajo s tem, zavzeti za to problematiko, ampak neko pomembno sporočilo je bilo, da spremembe, ki jih mi želimo uveljaviti, omejiti izpuste in tako naprej, učinki tega ne bodo jutri. Učinki tega bodo. In zato je nekako bilo tudi nekako sugerirano nam, ampak nismo se v to potem kaj dosti spuščali, ne? Da največ pozornosti posvetimo, kako se s pomočjo mednarodnega prava in mednarodnega sodelovanja soočati z posledicami tega, kar je neizbežno. Kako na nek način postaviti v ospredje, poleg tega, da je treba izpuste zmanjšati in tako naprej, ne? Ampak zmanjševanje izpustov bo mogoče imelo učinke čez 100 let. Ne? To, kar nam pa zdaj prihajajo, poplave, neurja, bla, bla, bla in tako naprej, ne? In v tem kontekstu smo potem sprejeli en projekt, ki smo ga pa dobro zaključili, čeprav ni bil enostaven, Protection of persons in case of disasters. Varstvo oseb v primeru katastrofe. Mi smo se tu omejili v tem projektu, ampak to je bila nekakšna reakcija na to in tudi, da bi se izognili temu, da posegamo v stvari, za katere države ne želijo, smo se omejili na naravne katastrofe. Lakota, potres, poplave in tako naprej. Ne? In smo tu izoblikovali nek mednarodni inštrument, na katerega se že nekatera sodišča mednarodna sklicujejo. Nismo izoblikovali konvencijo, ampak skupek načel, principles. Ne? In tu je bilo eno zelo zanimivo vprašanje, ne, ki je zahtevalo velike debate, ali obstoji obveza držav, da v primeru katastrofe pomagajo. Pravna obveza, ne. Tako daleč nismo prišli. Tu države so jasno, ker delo komisije je tako, ko mi sprejmemo nek projekt, predlagamo to državam. Države morajo ta projekt odobriti. In potem po vsakoletnem zasedanju poročamo državam v 6. odboru. In države potem na to reagirajo in to, kar oni povejo,
se nekako pričakuje, da resno vzamemo, ne, če nimamo nekih tehnih protiargumentov. Naslednje vprašanje, ki je bilo zelo zanimivo, v katerem so potekale res zanimive debate, ali neka suverena država pomoč drugih držav, pa mogoče tudi nevladnih organizacij, lahko zavrne. Ali je ona dolžna pomoč vendarle sprejeti. Na eni strani ne ogroženost ljudi, trpljenje ljudi, na drugi strani suverenost te države, ki včasih lahko iz upravičenih razlogov trdi, da se za to pomočjo skrivajo tudi neki drugi interesi. No, to smo nekako preveslali in nazadnje je bilo obče sprejeto stališče, da država arbitrarno, kar tako, ne more zavrniti pomoč. Lahko jo zavrne, če ima za to neke tehtne razloge, drugače ne. Zlasti ne, če sama ni sposobna. Ona je prva odgovorna, da se sooči s posledicami katastrofe. Ampak če sama ni sposobna in če nima nekih drugih razlogov, pomoč ne more zavrniti. In to je tak, bi rekel, to čutite takoj, resen poseg v suverenost držav. Resen. To je nekaj podobnega, kot je problematika responsibility to protect, R2P, to, s čemer imamo v Ljubljani ta focal point in se s tem ukvarjamo, ali je v primeru nekih genocida in tako naprej mednarodna skupnost upravičena, da intervenira, eno tako tudi zelo zanimivo in veliko vprašanje. Na nek način po določenimi pogoji je upravičena, kadar gre za genocid, kadar gre za zločine zoper človečnost in kadar gre za etnično čiščenje v teh primerih. Ampak to temelji ne na neki pogodbi, to temelji na neki resoluciji, sprejeti v Generalni skupščini OZN, iz česar seveda izhaja, da to ni ravno pravno obvezujoča zadeva. Se oproščam, sem preveč govoril o tem. Se ravno to pričakujemo, da se te stvari pojasnijo, ker nekaj stvari jemljemo zdravo za, kot bi rekel, gotovo, vendar neke stvari očitno zahtevajo resen in dodaten razmislek. Zdaj, prosim, če ima kdo kako vprašanje. Jaz bi ga imel. Bojan Grobovšek. Se poznam. Dolg. Zdaj vas bom, tako kot doktor Možina, bom nadaljeval malo, ko ste bil pričevalc. Vi ste pričevalc marsičesa. Bil na več ravneh, profesor v tujini, diplomat, etc. In imate pa tudi, niste vedno tipičen za krog akademije, govorite tudi, uporabljate tudi besede Hausverstanda, po domače povedano. Zdrave pameti, recimo. Ja, zdrave pameti. In spomnimo se te dni, ko smo spremljali konkretno, bolj ali manj, tudi nemške volitve, zelenih, zopet te apokaliptičnosti, ki nekateri oznanjajo, če ne bomo ukrepali. Vi ste bil že, ko je prišel ven poročilo Rimskega kluba. To je bilo celo šok. Celo edini sodelavec tega kluba iz vzhodne Evrope sem bil. No, to je bil šok. To poročilo je šok, polno apokaliptičnosti. Limits to growth. In temu je zdaj pol stoletja. Zdaj, tudi vemo, da potem je šel tako dol, s tem rimskim klubom. Vprašanje. Vaša razmišljanja v zvezi s tem, je bilo apokaliptičnosti preveč. Je ta apokaliptičnost mogoče celo, težko je to reči, ampak je škodljiva, ker potem, ko vidiš, da se to jutri ne zgodi, potem, pa ni tako pomembno. In koliko je recimo konkretno to poročilo Rimskega kluba vplivalo
tudi, če hočemo, tudi na mednarodno pravo, oziroma na pravno gledanje teh sprememb in teh razlik, in tega, kar se je zgodilo, glede na napovedi kluba. Evo, pardon, če bo malo dolgo. Ne. Jaz bi takole rekel, nekaj je gotovo vplivalo, že to pove, da se ga vidva oba spomneva. Pomeni nekaj, da je to nekaj bilo, ja, nekaj, kar je vzbudilo takrat veliko zanimanje. Mene so oni angažirali, Alexander King, pa te Medovsi, pa predsedujoči bil Italijan Colombo, predvsem zato, ker so hoteli več vedeti, kako je Marx gledal. Marx je namreč pisal o tem, da je rodovitna zemlja omejena. To je bil čas Marx, 19. stoletje, maltuzijazem, vsi bomo lahko umrli, ker bo preveč ljudi, pa tako naprej. In te ljudi v rimskem klubu je to zanimalo. Jaz sem skozi to začel z njimi sodelovati. Jaz mislim, da je bilo malo preveč apokaliptično. Pokazalo se je, da človeštvo najde vedno odgovore na probleme, recimo, materialne polucije. In tako sem optimist, da bomo našli odgovore tudi na probleme materialne polucije v bodoče. Zaenkrat, v preteklosti pogosto, dobro so bile teze take in drugačne, konec se bliža, pa ga ni bilo. Ampak, ko ste me tole vprašal, sem se spomnil enega zanimivega pogovora, ki sem imel ravno z enim od vodilnih ljudi tega rimskega kluba, ki je prišel sem. Jaz sem bil takrat član izvršnega sveta, sem si lahko to privoščil, sem ga povabil, je prebival tudi 2-3 dni, se srečal tudi s Stanetom, Kavčičem, tudi malo to zanimalo. Midva sva pa preživela en dan, pa tudi prenočila sva na Pokljuki. Se tam sprehajala, se pogovarjala. In on je meni takrat rekel, član tega kluba, eden glavnih motorjev, je rekel, veste, Petrič, to bomo zmogli, to ne bo problem, to človeštvo bo najdlo, boksita, aluminija, bomo najdli druge stvari in tako naprej, in tako bo verjetno tudi zdaj s tem litijem, pa z ne vem čem, kar vse strašno rabimo za določene proizvodne, ampak je rekel, to je pa zelo zanimivo, vprašanje je polucije informacij. On je to takrat rekel, v 60-ih letih. Ja. Polucija informacij in relativizacija vseh vrednot. Vse bo prav in vse bo narobe. In ko zdaj gledam to, kar se v svetu dogaja, se na to večkrat spomnim. Večkrat se na to spomnim. Nekako, zdaj je to neko prehodno obdobje, ko iz česar bojo šle pač neke nove vrednote, novi načini, mi sta stari, pač to čisto dobro ne razumemo, nove generacije bojo našle nove odgovore, ali pa to res neka konfuzija, ki pomeni nekakšno resno ogrožanje človeške družbe kot družbe, ki je urejena, ki mora temeljiti tudi na nekih pravilih. Verjetno ste opazili, večkrat sem zadnje čase govoril, ko se prepiramo o demokraciji, da v bistvu demokracije ni enotnost. Enotnost je antipod demokracije. Enotnost je nekaj totalitarnega, vsi moramo biti enotni, majok. V bistvu demokracije je sproščenost in raznolikost, ampak o spoštovanju medsebojnih odnosov in nekih pravil, nekega reda. Ampak moč človeške družbe je in demokracije ravno v sposobnosti obvladovati razlike in se na temelju razlik dogovarjati o najboljših rešitvah. In ko gledamo ta veliki vzpon Evrope, zdaj bom skočil spet malo na stran, 300 let nazaj, ki je vodil do recimo evropske dominacije, ne samo v vojaškem, tudi v idejnem pogledu v svetu, je po mojem mnenju posledica te sproščenosti, ko se je tamle pred 200-300 leti začelo sproščati, da so ljudje nekako razmišljali, da so bile razlike, da so se iskali najboljši odgovori in tako naprej, saj ta Evropa ni imela nič. Saj nismo imeli tudi nobenih pametnih surovin, zlata tudi nismo imeli, pa srebra in tako naprej. Ta mali kontinent je obvladal cel svet. Tudi v vrednostnem pogledu. Ampak ta sproščenost ima verjetno tudi na nek način
Drugo komponento, ki pomeni nek dogovorjen, demokratično dogovorjen red, pa mora biti tudi vzpostavljen v neki družbi. Temelječ bi rekel, verjetno se strinjajo s tem, na nekih temeljnih vrednotah, o čemer sem prej govoril. No, tako da ta zgodba z rimskim klubom, če se vrnem na to, kar ste vprašal, je zelo zanimivo vprašanje. Moram reči, sem bravo. To preveč apokaliptično je takrat vse to zvenelo, to smo presegli. To navdaja lahko tudi z nekim optimizmom za sedanje čase, za naše čase. Mogoče s to fusnoto, ki je takrat omenil Alexander King, da pravzaprav največji problem pa utegne biti zmeda, nejasnosti in to je pa mogoče nekaj, kar je še bolj zapleteno kot pa omejeni naravni viri. Prosim, profesor. Predavanje je bilo tako bogato, da je polno stvari, ki bi jih človek vprašal. Ampak ravno to, kar ste videli na koncu rekli, problem v glavah. Prva stvar, ki se meni porodila, je to, a se vam zdi prvič, se vam ne zdi, da smo s to temo, s to tematiko na področju neke vrste pravne filozofije, ampak na mednarodnem področju. Pravna filozofija. Kaj, in če smo na področju filozofije, kaj na vse filozofija se ukvarja s tem, kaj stvari so, kje je jedro, kje so temelji. No, in to ste vi zdaj nazadnje rekli, imamo tiste, da je lahko nekaj tega. Druga stvar, jus cogens. Kaj pravite? Nekateri pravijo, da je jus cogens tako imenovano naravno pravo. Seveda, tisti, ki so pozitivisti, naravnega prava ne bojo priznavali, ga ne priznavajo, ampak je nekaj tega. Jaz se spomnim, pred mnogimi leti sem bral enega avstrijskega mednarodno-pravnega Alfreda Ferdrosa. Ne Ferdros, Ferdros, kako je bil Švicar, če se ne motim? Ali Švicar Ferdros? Ne, Avstrijc. A je Avstrijc. No, jaz sem mislil na Valentina Tomberga. Valentin Tomberg, ki sem njegovo knjigo, ne znam nemško, njegovo knjigo sem bral v prevodu, ima knjigo, ki pravi zgodovina temelji mednarodnega prava skozi zgodovino, nekako tako je. In zanimivo, on kako poudarja mednarodno, torej naravno pravo in kako pravi, po drugi svetovni vojni se je naravno pravo vzdignilo oziroma je zadobilo novo vrednost po vseh grozodejstvih. So rekli, to pa ni pravica, kje pa je bilo kaj napisano? Ni pravično. Kaj pa je pravičnost, pa kaj je prav, pa kaj ni prav, lahko filozofiramo. Naprej, povezava med onesnaževanjem in ekonomijo. Vsi smo danes soglasni s tem, da ne smemo onesnaževati. Ko ti pa rečejo, ampak zato mora ta tovarna zaprt, pa zato mora uno zaprt, pa tret zaprt, pa četrt zaprt, pa pet zaprt. To pa prizadene našo ekonomijo in seveda posledično prizadene moj žep. In zato bom jaz slabše živel. Do kakšne mere je to? Potem, trajnostni razvoj, vi ga niste omenili danes, ampak je to ravno, mislim, da ste ga omenili na nek drug način, niste besede omenili, ko ste rekli, da je treba zagotoviti dobrobit prihodnjih generacij. Trajnostni razvoj ravno na to gleda. In če se ne motim, a je bilo v Štokholmu rečeno, pozneje je bila komisija Brundtland, ko je potem definirala, če se ne motim, trajnostni razvoj, pa so rekli in so v to trajnost, v to ekološko problematiko vključili tudi prihodne generacije. Zdaj, končno pa, spet še en problem, ki ste ga vi načeli zdaj čisto ob koncu, humanitarna pomoč. Nekateri to gledajo iz vidika vojaških stvari ali pa genocidnih, pa zaenkrat humanitarna pomoč ali pa humanitarna intervencija še ni upravičena. Se še smatra, da ne gre. Kajti recimo, primer Venezuele. Tam pravijo, da je dejansko humanitarna kriza. Ljudje umirajo zato, ker nimajo navadnega aspirina ali pa podobnih stvari. Oprostite, če sem bil malo predolg ali pa malo preširok. Ampak mislim, da je vse to filozofija. Ampak
dobra filozofija. Glejte, mi se, saj jaz osebno, ne, vedno bolj se odmikam, kot tečejo leta, od pozitivnega prava, ti kaj dosti me to več ne zanima. Se to lahko prebereš, vzameš konvencijo v roko, vzameš zakon v roko, to je skoraj da obrt. Vedno bolj se me vznemirajo ta vprašanja o smislu prava, vlogi prava in točno, kar ste rekel, ne. Ideja jus cogens ima neke svoje korenine v idejah o naravnem pravu. Ampak seveda, treba se je bilo odmakniti. In mene je to zelo zanimalo in moram reči, da sem v tej komisiji na teh vprašanjih imel zelo pomembno besedo in si tudi ustvaril tam en ugled skozi to. Naravno pravo, a veste, kot božje pravo ali pa nekaj, kar izhaja iz narave, stvari pa tako naprej, to je zelo fluidno, to je zelo težko utopljivo, ne. Še bolj težko utopljivo kot pravičnost, ne. Pravičnost. Gotovo je, da je tudi pravičnost in tudi recimo substanca prava sploh dinamična kategorija. Suženjstvo je v antičnem času, pa marsikje še kasneje, ne, bilo sprejeto. Da ne govorimo o neenakopravnosti žena, pa o diskriminaciji, etc. ne. Ampak vendarle, jaz sem potem v komisiji sami zagovarjal in so to tudi potem povzeli po meni, double C standard, dvojni C, consent, ki mora biti širok in družben consent, ne samo, da se države nekaj dogovorijo. Družbe kot take morajo razumeti, da to je pa nekaj, kar ne gre, kar je v nasprotju z jus cogens. In content, vsebina. Ne more biti vsaka figa zdaj jus cogens, ne. Mora je za res neke temeljne vrednote, ki pravzaprav na določeni stopnji razvoja človeške družbe so imanentne, so značilne za to stopnjo razvoja in so na nek način v našem času izhajajo iz dostojanstva človeka, človekovih pravic, etc. ne. Tam davno nekoč nekaj drugega. In tu so zdaj zelo zanimive zgodbe, ne, tu. Naša zahodna civilizacija se zdajle, gospod Grobovšek bo rekel, da grem nekam, se sooča z nekimi problemi, ki pravzaprav prvič nastopajo v zadnjih par stoletjih, odkar je naša civilizacija dominantna. Gotovo najboljša, največ svobode je dala ljudem, največ blagostanja, največ pravičnosti, največ varnosti, tudi socialne, etc. ne. Zaenkrat vrh. Ampak pojavljajo se ne samo novi močni igralci v mednarodnem življenju. Stopajo pravzaprav na plan neke civilizacije, ki pa niso čisto naše. Kitajska, to je svojstvena civilizacija, temelji na nekaterih vrednotah, ki so precej drugačne od naših, ne. In ona očitno ne sprejema kar tako teh naših zahodnih. In hkrati bogati, raste, enormno raste, ne, in bo imela tudi verjetno posnemalce, številne posnemalce. Ne vem, koliko ste seznanjeni s tem, gotovo ste, sistem javnega ponosa, vse veste to, ko te nadzirajo v orwellianskem smislu, točke dobiš in pogreš na črn seznam ali pa na seznam, nobene varnosti nimaš, da bi z tega seznama dol prišel, se dogaja tudi samomori, ker ko si na črnem seznamu, se ti ne godi dobro, otroci ne dobijo to, ti ne dobiš štipendije, ne moreš in tako naprej, ne, ampak kakorkoli že. Ta Kitajska je pravzaprav prvi resni izziv, ne samo pomoči naši zahodni civilizaciji, ampak tudi kot civilizacija, kot drugačna civilizacija, z malce drugačnimi vrednotami. Saj jaz to tako vidim, mogoče se motim, ne. Kaj? Poznamo, ne poznamo, to je problem, ja, ne poznamo, ne. Ampak gotovo je pa to neka 4000-letna civilizacija, ki je v DNK teh ljudi in tako naprej zapisala
In tu se bomo še, prihodne generacije, jaz včasih za šalo rečem, jaz bom opazoval to oddaleč, ne. Tudi nekateri tule, ne, gospe tamle, ne, one bojo od blizu opazovale, mi bomo pa tam gor sedeli, papir pil pa gledali, kako se te stvari razvijajo in odvijajo. Ampak te razmisleki so, vsaj zame, vedno bolj zanimivi, no. Vedno bolj zanimivi, vedno bolj me te reči zanimajo, ne. Ker ste Kitajsko omenili, zanimivo je delati usporedja med Konfucijem in Aristotelom, med Konfucijevo etiko in Aristotelovo etiko. Pa sta oba živela približno tam. Povejte kaj o tem. 100 let gor, ne, kje pa. No, Kjer, kratko. ne. Ja, če človek bere Konfucija, danes pa reče, da ne poznam, jaz se nisem posvečal temu, ampak pa rečeš, ja, malo bolj poznam Aristotelovo etiko, Sigurno. vse, kar je Sigurno. preko njega prišlo Sigurno. potem v našo Evropo, pa v zahodni svet, ne. Sigurno, ja. Ampak rečeš, pa, ja, pa sej, če bereš Konfucija, rečeš, ja, sej to pa štima s tem, pa greš naprej, pa to pa štimaš. Seveda, vse ne, Vse ne. ampak marsikaj, pa bi rekel, zelo veliko stvari, pa so skupne, Ja. je skupnih. In to 400 let pred našim štetjem, ne. Je, tudi tam so ene zanimive stvari, zdaj, ampak pustimo. No, zdaj smo zajadrali malo preč od International Law Commission, ampak moram pa reči, ne, da je zelo zanimivo tam biti, če član te komisije, ker tam so zelo resni ljudje, ne, zelo razmišljujoči ljudje, ne, tako prijetno je. Evo, saj pravim, enkrat v 15 letih, enkrat smo glasovali. Mi smo vedno našli nekakšno skupno Kaj pa stališče. šlo to? Kaj? Če lahko poveste, kaj pa to bilo? Šlo je tam za eno vprašanje v zvezi z vplivom oboroženega konflikta na mednarodno pravo, ne. Tam smo pač, na kaj ono vpliva oboroženi konflikt, a tudi vpliva na spoštovanje človekovih pravic in tako naprej, tam okoli se nekako nismo zmenili, ne. Ja. Ja, to je prav. Jaz mislim, da še kako vprašanje. Ja, če sem. Evo. Ja, lepo prosim. Lepo se predstavite. Tija Kuhar, sem pa vprašanje glede pač to izpostavljanje. Jaz malo slabo slišim, 85 let sem star, pa že malo slabo, zdaj, ko imate masko, zaradi tega, veste, zaradi maske v slabo. Ja, lahko date masko. Prav. prav. Glede izpostavljeno zaskrbljujočo situacijo, mislite, da bi morala komisija obravnavati še kakšno temo z področja, pač z okoljskega področja, v zvezi s tem tudi širše, kakšna bi bila vloga mednarodnega prava pri tem, pa mogoče tudi vaši pogledi na te številne klimatske tožbe? Jaz mislim, da bo. Mi smo tudi obravnavali temo, ki jo nisem omenil, varstvo okolja v primeru oboroženega konflikta. In smo o tem sproducirali tako rekoč skoraj da nek osnutek konvencije. To je bilo na pobudo skandinavskih držav. One so nekako, to je logično, ne, one so za tem nekako stale. Jaz mislim, da teh tem, da bo vedno več, ja. Ker to je aktualno vprašanje, s tem se zares soočamo, ne. Zares smo pred resnimi problemi, ne. Tu so nekatera vprašanja, ki tudi nosijo v sebi velik etični naboj. Glede, prebivalstvo iz časov, ko sem jaz študiral, je naraslo od 2 milijarde 300 milijonov na blizu 8 milijard. 7 milijard 800 nekako se ceni, ne. V času enega življenja, ene generacije. To prebivalstvo tudi hoče več kot danes. Jaz se spomnim, ko sem bil mlad, smo se kopali enkrat na teden. Soboto, zjutraj. Dan se tuširaš 2-krat na dan. Enkrat pa zanesljivo, ne, in tako naprej. Rabiš več vode, rabiš več energije, rabiš in tako dalje, ne. To so strašni pritiski. Rast prebivalstva. Hkrati se dogaja demografska zgodba, starejši, vedno več nas je. Demografski deficit. Pustimo zdaj ob strani te disproporce
da ponekod prebivalstvo narašča, druge upada in tako naprej, ampak preprosto tudi v doglednem času se bo prebivalstvo močno staralo tudi po Afriki pa Južni Aziji in tako naprej. Ne? In to so gotovene strašne obremenitve okolja. A je zdaj, te sem poskočil res daleč, a je res tu neka vizija, neke možnosti tudi osvajanja drugih svetov? Kdo ve? Ne? Ali se bodo te stvari na tem našem planetu zapletle in tudi v etičnem smislu. Poglejte, debate o evtanaziji so vedno bolj zanimive, tudi v negativnem smislu. Celo v kontekstu korona epidemije je bilo nekako tako bilo marsikdaj med vrsticami čutiti, sej te leta stari, pa sej korona že ve, koga preganja, ne? Že ve. Ne? Tako da, to so zelo zanimive teme pred nami. Ne? In jaz mislim, da bo tudi, kar se tiče samega varstva okolja, v International Law Commission tudi novi člani prihajajo, zdaj bojo volitve, bodo mlajši ljudje, malce bolj bi rekel zavzeti za to moderno problematiko kot tista moja generacija. Ne? No, jaz sem pač trenutno najstarejši član po letih v tej komisiji. Ne? Pa tu večina teh starih bomo zdaj odkorakali, ne? Bomo šli počas, tudi Michael Wood bo šel, tudi Američan bo šel, tudi zelo dober Arabec bo šel, Hasuna in tako naprej, Kitajci bojo zamenjali. Skratka, novi ljudje prihajajo in gotovo je za njih ta problematika in to se bo odrazilo v sami komisiji. Ne, ta komisija je zaenkrat še malo ena taka utrdba moške dominacije, ne? Ampak to se spreminja in se bo spremenilo. Je bilo nekaj debat o tem tudi znotraj komisije, ampak seveda komisija glede tega ne more kaj dosti narediti. Države predlagajo člane komisije. Ne? Države, ne? In je zanimivo, ne? So trenutno 4 članice komisije, ena je iz Finske, Skandinavija, ne? Oni ponavadi, nordijske države predlagajo skupnega kandidata in je ta tudi ponavadi izvoljen. Potem druga je iz Turčije, kar je zanimivo, ne? Tretja dama je iz Španije, četrta pa iz Portugalske. Da bi bila, je bila pa svoj čas odlična članica komisije, sedanja kitajska sodnica v Mednarodnem sodišču v Hagu, Han Qinshi. Res taka markantna članica komisije. Ampak v glavnem več kot 4 od 34 jih še nikoli ni bilo v preteklosti. Ne? 2, 1, 2, 3. Je pa tudi zanimivo, ne, da mnogi člani ali članice te komisije so kasneje še sodniki Mednarodnega sodišča v Hagu. Je to nekako dosti tako, recimo slovaški sodnik sedanji Peter Tomka je bil član komisije, sedanji nemški sodnik Georg Nolte je, ne, sedanji ruski Georgijan je bil član komisije, sedanji japonski sodnik in tako naprej, ne, sedanji italijanski Francesco Gaja, tako da je to nekakšna taka karijera. Včasih celo rečejo, da prvo začneš kariero v teh stvareh kot udeleženec seminarja, ki ga vsako leto organizira tudi komisija. Ob našem delu v 14 dni, 3 tedne lahko sodelujejo tudi mladi, recimo pravniki, ki jih to zanima. Ne. Jaz sem 3-krat, 4-krat peljal koga s seboj. In potem članstvo v komisiji čez leta in potem nazadnje ICJ. Ne. Tako da, ampak to se bo spremenilo. Več bo teh okoljskih tem. Ja, kategorično se strinjam z vašo, ker te teme so aktualne. S tem se bomo soočali, srečevali. Kratko, samo ob teh stvarih mi zelo na misel prihaja Martensova klavzula. A se vam ne zdi, da bi klavzula Martens lahko bila v nekem smislu, čeprav z drugega področja, neke vrste precedens za te stvari? Zato, ker klavzula Martens je bila tudi do neke mere zelo
zelo je bila nekaj, ja, samo principi človeštva in mednarodnega prava in ne vem kaj, pa vendar se je tam začela regulacija vojnega prava in kaj se sme in kaj se v vojni ne sme. Upam si reči, da je Martensova klauzula iz prve haške konference. Ja, ne, ja. Tako rekoč temelj vsega mednarodnega humanitarnega prava. Tam se je nekako začelo. Ne? Ker v bistvu te klauzule je, države tudi v vojni ne smejo vse početi, kar bi počele. Morajo, je rečeno, ravnati civilizirano. Ne? Tako. Vojna ni civilizirana. Na različne načine, veš, lahko te ustrelijo, lahko te tamle dajo na kol, pa mučijo, pa razsekajo, pa vrag si ga vedi, kaj vse, ne. Skratka, bistvo mednarodnega humanitarnega prava je ob dejstvu, da oboroženi konflikti še obstojajo, čeprav so oni tudi recimo na nek način ustanovno listino do neke mere prepovedani, ampak so še vedno tu, ne. Konflikti med državami in konflikti znotraj držav. In na nek način v 19. stoletju se je pojavila ta ideja, ki je potem Martens predlagal kot delegat ruske carske delegacije, ne, se je pojavila ta klauzula kot nek poizkus humanitarnosti, tudi v času vojne. Tudi v vojni naj bi se obnašali ne kot zveri, ampak kot civilizirani ljudje. To je nekako njeno bistvo. Zdaj, seveda, včasih se tudi v miru obnašamo kot zveri in tako naprej. Saj smo kakšen milijon let hodili po vseh štirih, ne? Pa smo ga že malo postavljati. V gospodarskih interesih, ko je vse. Ja. Pošilj, kaj bo kibernetska vojna. Tudi to bomo opazovali oddaleč, upam. Ja, jaz mislim, da smo že Dolgo smo že tle, ja. precej izčrpali. Smo. Kako? Tudi izčrpali smo. In jaz se res zahvaljujem, da v tem težkem času vreme, ne vem, Katastrofa na celi črti. je uspelo tole naše Sva srečanje. speljala, ja. In res se zahvaljujem tudi v imenu sicer majhne publike, ampak Ja, normalno, takle vreme. v takem vremenu.